Pozdravljeni! Danes sem za vas zopet pripravila napoved za vsa astrološka znamenja po vedski astrologiji Džotiš. Tokrat za prestop Jupitra iz znamenja Ovna v znamenje Bika. To je drugače celoletna napoved, ker Jupiter se v enem znamenju nahaja približno eno leto. Omenila bom pa tudi konjunkcijo Jupitra in Urana v Ovnu, to je, ko sta Jupiter in Uran na istih stopinjah, in prestop Urana v Bika. Zdaj naj najprej povem, to so zelo pomembne informacije, da so na mojem kanalu vsem vedno dostopne vse moje splošne napovedi. Zdaj napovedi pa za vsako znamenje posebej pa so dostopne tistim, ki ste vpisani na moje e-novičke. Seveda se lahko vpišete tudi vi, če še niste vpisani, in tako prejmete seveda napoved za vsako znamenje posebej. In tudi za vse naslednje napovedi, ki jih bom naredila. Torej, splošne napovedi so dostopne tukaj na YouTubeu za vse, so odprte, medtem ko napovedi po znamenjih, torej za vsako znamenje posebej, pa so seveda narejene oziroma dostopne vsem tistim, ki ste vpisani na moje e-novičke. Tako da vabljeni, da se mi pridružite in da se vpišete na moje e-novičke. Torej, vpišete se lahko spodaj preko linka ali preko moje spletne strani oracleoflight.org. Zdaj po vpisu na novičke boste takoj prejeli posneto napoved za vsako znamenje posebej. Torej, zdaj napoved za vsako znamenje posebej, za prestop Jupitra iz znamenja Ovna v znamenje Bika, konjunkcijo Jupitra in Urana v Ovnu ter prestop Urana v Bika. Zdaj prejeli boste tudi še nekatere druge, še vedno aktualne napovedi, ki jih je kar veliko, tako da se vam seveda splača, da se vpišete na moje e-novičke, če vas seveda to zanima, ne? Kaj vsi ti premiki pomembni, ki so se že zgodili, pa ta zdaj, ki se dogaja, torej, ki se bo zgodil, torej prestop Jupitra iz Ovna v Bika, pa tudi drugi premiki, ki se bo še zgodili. Torej, če vas seveda to zanima, vabljeni, da se vpišete na moje e-novičke. Zdaj morate pa vedeti, jaz upoštevam sideralni in ne tropski zodiak. To pomeni, da upoštevam realno sliko neba, ker sem vedska astrologinja. Zdaj napoved za vsa astrološka znamenja je pa narejena glede na vaš ascendent, luno, lahko pogledate tudi za sonce. Zdaj, če ne veste, v katerem znamenju imate ascendent, luno in sonce po vedski astrologiji, lahko to izveste preko spodnjega linka, ki ga bom prilepila v opis. Ta link, če ga kliknete, vas pelje na spletno stran. Tukaj lahko izpolnite tabelico z vašimi rojstnimi podatki. Na ta način pridobite te informacije. Seveda boste tako lahko spremljali moje napovedi, ki jih delam, predvsem so to napovedi za velike premike, pa še kakšne druge. Torej, vse napovedi so pa seveda narejene po vedski astrologiji, to je pa zelo pomembno. Vedska astrologija je malo drugačna od zahodne, tako da, torej, če ste tam v soncu vaga, tukaj verjetno niste vaga, ste nekaj drugega. Tako da to je pa zelo pomembna informacija. Torej, pozdravljeni, sem Uršula, sem vedska astrologinja, sem tarot svetovalka, sem tudi intuitivni coach, sem tudi mentorica, torej vse, kar delam, Džotiš, tarot in vse drugo tudi učim. Sem tudi učiteljica okultnih vsebin. Pozdravljeni na mojem kanalu, Uršula Zakrajšek, Oracle of Light. Vabim vas, da se na moj kanal naročite, da ga všečkate, da bo seveda več ljudi videlo te moje napovedi, in vas vabim, da me še naprej spremljate, torej vse moje napovedi in vse, kar bom posnela. Drugače pa seveda napovedi po Džotišu in tarotu. Zdaj, za moj kanal lahko tudi prostovoljno darujete, da bom imela možnost objavljati vse te napovedi še naprej. Spodaj bom prilepila link za podatke za nakazilo in lahko darujete. Seveda se pa lahko vedno prijavite tudi na Džotiš ali pa na tarot svetovanje, torej tudi na Džotiš analize, tarot analize. Lahko se prijavite tudi na izobraževanje Džotiša, tarota, cigank, kiparja, pokarja ali pa katerih drugih kart. Pri meni se naučite branja kart oziroma tehnik branja kart tako, da lahko potem berete oziroma gledate iz katerikoli kart. Torej, ker ima tak sistem. Link za prijavo bom pa prilepila tudi spodaj. No, zdaj pa kar začnimo z našo napovedjo. Torej, v tem videu bom nekaj povedala o Jupitru in Uranu, najprej o njuni konjunkciji, potem pa njun vstop v znamenje Bika.
Torej, zdaj, že na začetku leta sem omenjala, da bo to leto zaznamovano željo po otipljivih, opremljivih rezultatih. To seveda prinaša predvsem energija Jupitra v biku, ampak najprej si malo poglejmo, kaj bo pa prinesla konjunkcija Jupitra in Urana v Ovnu, ki pa se bo zgodila že v aprilu, natančneje 21. aprila 2024. Zdaj, kaj ta konjunkcija pomeni? Pomeni, da se bosta na ta dan Jupiter in Uran znašla na istih stopinjah, sicer bosta že prej na istih stopinjah, ampak takrat bosta pa popolnoma poravnana, torej ta dana. Ne? To bo na 27 stopinjah, to bo seveda prineslo zelo zanimive energije. Za Jupiter in Uran se bosta takrat še nahajala v Ovnu in to prinaša zanimiva dogajanja, predvsem v svetovnem merilu. Torej, glede na, kaj se vam bo dogajalo vam kot posamezniku, je torej odvisno od tega, kje imate Jupitra in Urana v vaši natalni karti in katero hišo torej bo zdaj prehajal. In to potem sem tudi seveda posebej povedala v napovedi za vsa znamenja, sem tam razložila to. Ampak še vedno je to splošna napoved, ta in tudi napoved po znamenjih je splošna, ker je še vedno pač seveda potem odvisno, kje imate vi Jupitra in Urana. Tako da to moram poudariti, to so samo splošne napovedi. Torej, Uran je drugače interpersonalni planet in zato je tudi njegov vpliv bolj globalen, ne toliko individualen. In njegov vpliv se predvsem čuti na generacijah. Torej, individualno v vaši karti pa drugače lahko pokaže na družinsko karmo, tudi na generacijsko. Je pa res, da vsak izmed nas njegovo energijo doživlja seveda drugače, nekateri se ta energija mogoče ne bo toliko dotaknila, medtem ko bo pa na druge imela večji vpliv, velik vpliv. Naprimer, na vas bo vplivala, če ste kot posamezniki del neke večje skupine, naprimer raziskovalne skupine, potem bo pa ta energija zelo, zelo vplivala na vas. Ali pa če imate, naprimer, planete na 27 stopinj Ovna in Tehtnice, pa tudi, če ste v Jupitrovem obdobju, potem bo ta energija na vas zelo, zelo vplivala. Torej, zato sem že prej pač povedala, da je zelo, zelo pomembno, kakšna je vaša individualna rojstna karta in kje imate Urana, Jupitra in, kot sem zdaj povedala, ali imate planete na 27 stopinj Ovna ali Tehtnice, to je vse zelo, zelo pomembno. Kaj se vam bo dogajalo. Tako da, če želite vedeti, kaj se bo vam osebno dogajalo, morate naročiti osebno Jyotish analizo. Drugače znamenje Ovna, kjer se bosta Uran in Jupiter nahajala, predstavlja pionirstvo. To je znamenje, ki predstavlja prvo hišo v zodiaku. Nas, bom rekla, osebo predstavlja. Drugače pa nas splošno predstavlja tudi avanture, začetke, predstavlja lahko tudi jezo, nasilje, lahko tudi egoizem, ker seveda Ovnu vlada Mars in je zelo pomembno, kakšne kvalitete je ta Mars in katero hišo je šel. Če je slabo postavljen v dustan hišah, potem lahko prinese nasilje, agresijo. Drugače je tudi v bistvu predstavlja Oven tudi neko samozadostnost, veliko energije, drugače tudi lahko operacije predstavlja. Kot sem rekla, je to v osnovi prva hiša in predstavlja posameznika, njegovo telo in to je zelo, zelo je to individualen znak. In pa Oven je tudi ognjeno znamenje. Bom rekla, predstavlja ogenj. Ogenj pa veste, da če gori preveč, nas lahko peče. Drugače pa lahko tudi prijeten. Tako da Ovni so lahko tudi zelo tople osebe, predstavlja neko toploto, ki nas poboža, lahko predstavlja pa seveda tudi nekaj, kar nas močno opeče. To je pa seveda spet odvisno od Marsa, kam gre, ker Mars Ovnu vlada. Ta energija, te konjunkcije, Urana in Jupitra v Ovnu se bo odrazila na način, da bo verjetno sprožila, je že, če malo gledate, kaj se dogaja po svetu, kaj je bilo v Rusiji, ta hud terorističen napad, ki se je zgodil, je bil seveda posledica tega mrka, ki je danes 25.3., ravno na dan tega mrka snemam tale video, in je ta mrk prinesel tale terorističen napad v Rusiji, ker skupaj sta Čandra, Luna in Ketu, Ketu pa predstavlja strah. Verjetno se je veliko ljudi ustrašilo
ob tem in prihaja torej ta konjunkcija, ki je torej zelo zdaj že blizu, ker se bo to zgodilo torej v drugi polovici aprila in so vplivi že vidni in seveda se je že sprožil tak dogodek težek in upam, da se ne bojo sprožili še kakšni hujši dogodki torej v tem obdobju. Zdaj, poleg tega, ta konjunkcija bo sprožila tudi neke nove začetke, neka nova odkritja, lahko nove raziskave, predvsem na tehničnih področjih, naprimer pri elektriki, eksplozivnih sredstvih, gorivih, prevoznih sredstvih, posebej v letalski industriji ter v povezavi z vesoljem, vesoljskimi plovili, ker se to uran predstavlja, ker njegova energija je nekoliko futuristična. Drugače pa seveda je uran tudi planet uporništva, revolucije, neodvisnosti, posebnosti, tudi nepredvidljivosti. Zato lahko torej v ovnu, ki je znamenje hitre jeze in ognja, tako oven kot tudi uran sta ogenj. Lahko delujeta zelo nepremišljeno in velikokrat prehitro, ker sta zelo eksplozivna in zato se je to zgodil, ta terorističen napad. Torej in seveda bi bilo strelno orožje, poleg eksplozivna sredstva, tako da to je seveda to povzročilo tale mrk in pa seveda že bližajoča se ta konjunkcija. Torej, in to seveda lahko sproži še vrsto agresivnih in nasilnih dogodkov. Še posebej se to lahko zgodi, ker bosta ravno ob tej konjunkciji Mars in Saturn skupaj v vodnarju. To pa tudi lahko pomeni večje upore, konflikte, agresijo, vojno, kar je seveda zaznano že v Evropi. Vidimo torej, da se vojna dogaja v Ukrajini, potem veliko je uporov, stavk, vidite, kaj se pri nas dogaja. Seveda je pa vedno odvisno, kako se ta energija odrazi v družbi. Torej, lahko se ta energija izrazi na nekem višjem ali pa na nižjem nivoju. To je pa seveda zelo odvisno od zrelosti družbe, ker uran, kot sem že prej rekla, bolj deluje na nekih družbenih, torej globalnih ravneh in seveda deluje torej na množice ljudi. In zato je zelo, zelo pomembno in to je v bistvu pozitivno, da je poleg njega Jupiter, ker Jupiter je pa torej planet učiteljev, planet modrosti in upajmo, da bo torej Jupiter vse to res ublažil, ker je veliki učitelj, je tudi planet duhovnosti in kot sem rekla, modrosti. In torej, če bomo modri, če bo svet moder, bomo to energijo lahko izkoristili za dobro, ne za slabo. Je pa res, da bo pa Jupiter to energijo urana, kakršnakoli že bo, torej ali se bo izrazila na višjem ali nižjem nivoju, razširil in povečal, ker Jupiter je pa planet, ki širi, ker predstavlja prostor. In ker je dobrohoten, lahko torej upamo na pozitiven vpliv te konjunkcije. Čeprav seveda, če je na nekih nižjih ravneh, potem se lahko sproži tudi kakšna agresija, tako kot se je že sprožila. Torej, na področju, ki sem jih zgoraj naštela, torej sem naštela veliko stvari, torej tehnična področja, elektrika, eksplozivna sredstva, goriva, prevozne sredstva, letalsko industrijo, plovila. Torej, to se je že veliko dogajalo v letu 2023, ker uran v ovnu vedno kaže na neke pionirske podvige. Kot vidimo, smo dobili tudi umetno inteligenco, ki jo lahko tudi zdaj uporabljamo bolj množično. Zdaj se bo pa seveda to še bolj intenzivno nadaljevalo. V ospredju bojo pa drugače tudi novosti na področju zdravstva. Ker v času te konjunkcije se bo Ketu še vedno nahajal v Devici. Devica je 6. hiša zdravljenja, Saturn in Mars pa v vodnarju. In na dan torej konjunkcije bo poleg Urana in Jupitra tudi Sonce in se bo nahajalo to Sonce v ozvezdju Ašvini. Ašvini pa sta bila božanska dvojčka
ki sta bila zdravnika bogov, sta ustvarjala čudeže in seveda vse to torej predstavlja neko zdravljenje, zdravstvo. Ne? Vidimo, da se pa zdaj v povezavi z zdravjem oziroma z zdravstvom veliko dogaja tudi pri nas, ne? Ker imamo tole stavko zdravnikov, ki traja že zelo, zelo dolgo. Torej, tako bi se lahko ta nova odkritja torej dotikala tudi zdravstvenega področja, zdaj lahko bojo odkrili kakšna nova revolucionarna zdravila in to za težje bolezni, tudi verjetno za bolezni staranja, zdaj nek preboj se bo zagotovo tudi tukaj zgodil, torej povezavi s procesi staranja, verjetno bodo ugotovili, kako ustaviti procese staranja z namenom pomladitve ali pa kaj nas pomlaja. No, zdaj Uran in Jupiter se pa bosta v času te konjunkcije nahajala v ozvezdju Kritika. In to tudi kaže na to, da nas čakajo večje spremembe na zdravstvenem pa tudi političnem področju. Ker Kritiki vlada Sonce, Sonce pa predstavlja politike, zdravnike, vodilne ljudi, poleg tega tudi sama Kritika, torej to zvezdje, njen simbol je kirurški nož in ta Kritika torej predstavlja zdravnike in ta kirurški nož, torej v tem simboličnem smislu je pa nož, ki vedno odreže nekaj slabega, torej vse slabo, negativno. Torej je to, če lahko povzamemo, neko ozvezdje, ki prinaša prekinitve, tam, kjer je energija zastala, tam, kjer zadeve ne delujejo. Torej, lahko rečemo, zdravniki vedno seveda odrežejo nek bolni del. Torej, če kirurg nas operira, bo odrezal nekaj slabega, bolnega, zato da se bomo lahko pozdravili. In v tem simboličnem smislu prav tako ta Kritika torej, bo odrezala nekaj, kar je slabo, torej, kar nam ne služi več, kar za nas ni dobro. Že na začetku leta sem omenila, da bo to leto pravnikov, sodnikov, uprave, sodstva, tudi učiteljev in vidimo, da so pri učiteljih že sprejeli veliko sprememb. Torej vse te, bom rekla, poklice predstavlja Jupiter in ker je Jupiter zdaj v Ovnu, se vsi ti poklici borijo zase, za svoje pravice. Medtem pa, ko je, torej, Rahu je pa v Ribah, Ribe pa predstavljajo zaprte ustanove in vidimo, da se pa tudi zdravniki, ki delajo v zaprtih ustanovah, šole so zaprte, ne šole, tudi šole so zaprte ustanove. Zato se tudi učitelji bojo še borili za svoje pravice in se bo veliko sprememb naredilo tudi v šolah. Torej, hotela sem pač povedati, da tudi zdravniki delajo v zaprtih ustanovah, v bolnicah in zato se tudi zdravniki so se začeli boriti za svoje pravice. Torej, pod vplivom Jupitra v Ovnu in Urana v Ovnu, ker seveda se energije, kot sem rekla, že prej kaže že prej, in torej pod vplivom Rahuja v Ribah, se seveda tudi zdravniki borijo za svoje pravice. In kot vidimo, je bilo že v prvi polovici leta povezavi s temi poklici res zelo pestro in bo še naprej. Ker ta energija, torej Kritike, bo zagotovo prinesla neke prekinitve, neke reze. Zdaj tisti, ki so delali na način, da so škodovali drugim ali pa niso delali v skupno dobro, v dobro družbe, jih bo nekako odneslo s položaja. Bodo verjetno odstavljeni, odrezani. Torej, zdaj pa, če pridemo na Jupitra in Urana v Biku, torej Jupiter se bo iz znamenja Ovna premaknil v znamenje Bika in to se bo zgodilo 1. maja 2024. To bo ostal pa vse do 14. maja 2025, torej približno za eno leto. Zato sem že prej zgoraj povedala, da je to enoletna napoved, torej ta premik Jupitra iz enega znamenja v drugega. Zdaj v Biku nam bo prinesel čisto neko drugo energijo, kot jo imel v Ovnu. Bik je zemeljsko znamenje, vlada mu Venera, planet denarja, umetnosti, ljubezni, odnosov. Zanj je značilno tudi, da želi neke konkretne rezultate, ki se pokaže v materialnem, ker mu to daje seveda nek, bom rekla, občutek varnosti. Biki so drugače znani po užitkih, radi imajo dobro hrano, pijačo, tudi razkošje.
Radi imajo pa tudi denar, torej materialno. Pomembni so jim tudi odnosi, družina, ker bik je v osnovi druga hiša denarja, govora in družine. Jupiter pa, kot sem še zgoraj rekla, pa je planet duhovnosti, učenja. Je pa drugače tudi planet znanja, otrok, materialnosti, širjenja, obilja vseh vrst. To je seveda učitelj, svetovalec, torej Jupiter je modrost, je znanje in je širjenje. Torej, Jupiter v biku zato prinaša večjo usmerjenost na materialno, na željo po konkretizaciji idej, tako da bomo želeli torej ideje, ki so se nam porajale ob Jupitru v ovnu, zdaj tudi uporabiti v praksi. Poleg tega bomo želeli od teh idej tudi zaslužiti, ker bo precej v ospredju denar, ki je pa seveda materialni dokaz našega truda. Zdaj, kaj bi se lahko zgodilo? Ob tem bi lahko postali razdvojeni med duhovnim in materialnim, ker zdaj bomo res želeli pač otipljive rezultate našega dela. To nam bo zelo pomembno in seveda bi tukaj se lahko pojavil nek notranji konflikt. Poleg tega se bomo tudi trudili, da bi teorijo sprovedli v prakso, hoteli bomo praktično znanje, kar bo pa seveda zelo zahtevno. Ketu se bo namreč do maja 2025 nahajal v Devici in njegova energija se bo temu upirala, zato ker bomo hoteli več svobode pri delu, se bomo upirali rutini, tradicionalni delovni etiki, tudi teorija se bo težko sprovedla v prakso in se bojo pojavljali zastoji, predvsem v šolah, tudi na uradih, sodiščih, ker stvari, ki jih bo vlada uvedla v prakso, bojo težko izvedljive. To velja tudi za zdravnike. Poleg tega tudi verjetno za, probleme z tujci, torej problemi v zdravstvu, na upravnih enotah, vse povsod. Torej tisto, kar bo vlada uvedla, bo verjetno bolj kot ne nepraktično ali pa težko izvedljivo. Potem v ospredju bo tudi prehrana, torej kako jo pridobivamo, predelujemo, naš govor in pa premoženje, materialne zadeve, ko se bo junija Jupitru v biku pridružil še Uran. Tja se bo premaknil 1. junija 2024 in bo tukaj do konca tega leta, torej do 13.12.2024. No, zdaj, torej v tem času pa lahko pričakujemo še ostre spremembe v finančnem sektorju, lahko precej nepredvidljive, šokantne. Tako da se bojo tukaj sigurno pojavile neke novosti na področju financ, ki pa za vse nas verjetno ne bojo najboljše. Tako kaže. Stare finančne strukture se bojo drugače razpadle, nastale bojo nove. Je pa res, da se bo Uranova energija v biku tukaj malo vseeno stabilizirala, ker ne bo več deloval tako nepredvidljivo, tako agresivno, jezno, ker energija bika je Zemlja in pod njeno energijo malo umirila. Poleg tega bo tudi Jupiter njegov prihod malo umilil, tako da upajmo, da vse ne bo tako težko. Zdaj, Uranova in Jupitra energija bo drugače prinesla neke reze, prekinitve in to precej nepredvidljive, to sem že zgoraj povedala, saj se boste ob teh premikih od maja do junija oba nahajala v ozvezdju Kritika. Torej, če povzamem, lahko take dogodke pričakujem nekako od konca marca pa vse do konca julija. Kot sem že večkrat povedala, se vplivi teh planetov kažejo že pred nekim planetarnim pojavom, pa tudi kasneje po njem. Torej, konjunkcija in premiki planetov se bojo kazali že prej in še kasneje. Tako da pestro bo. Zdaj, kako bo konjunkcija Urana in Jupitra, te premiki Jupitra in Urana v bika vplivala na vaše znamenje, pa v napovedi za vsa znamenja. Napoved, torej seveda, kot sem že zgoraj povedala, pridobite po prijavi na moje e-novičke, zato vabljeni. Torej, link za prijavo je v opisu. O prijavi na moje novičke boste deležni veliko brezplačnih napovedi po Džotišu, tarotu, mojih kartah Rozeti. Zato vas vabim, da me spremljate in vam želim lep dan še naprej.